Začel se je 20. Evropski teden mobilnosti, tudi v Kranju ga aktivno obeležujejo. Letos poteka pod geslom Živi zdravo, potuj trajnostno. Obiskovalci se tako lahko seznanijo z uporabo e-vozil, e-polnilnic, e-koles, tricikla, opravljajo tudi preglede koles in osnovni servis, zapeljete se lahko z e-rikšo po starem mestnem jedru Kranja in pobliže predstavljajo projekt Prostofer. Župan mestne občine Kranj Matjaž Rakovec je predstavil trajnostne projekte v občini. Vse se je začelo že pred mojim mandatom, tako lahko rečem, 2016-2017, ko je bila sprejeta strateški dokument dodatnih izgradenj kolesarskih poti in če je bilo leto 2017 le 24 km kolesarskih povezav, imamo danes več kot 60 km. Naredili smo nove kolesarske povezave, kot vidite, zadnja pridobitev je bila Kokrica Brdo-Predosle, veliko je pa tudi zarisanih kolesarskih poti, tako da danes lahko iz Kranja preko Rupe, Kokrice pridete vse do Predosle. V lanskem letu, kljub koroni, smo dokončali izgradnjo prvih 6 kolesarskih povezav po Kranju. Začenjamo z drugo povezavo, kot sem že povedal, to se pravi neprekinjena povezava v dolžini cirka 5 km od Kranja pa do Predosle. Kaj imamo v planu? V planu imamo najprej urediti most čez Savo, to se pravi Ljubljanski most. Kot vidite, je en del zaprt za pešce, glede na to, da čakamo rekonstrukcijo, predvsem pa čakamo evropska sredstva in jaz računam, da bi lahko z obnovo začeli že letos. To gre za povezavo železniške postaje do Koroške ceste s to rekonstrukcijo. Potem obnovili bomo tudi zadnji del ceste Staneta Žagarja med Oldhamsko in pa Koroško cesto, ter povezave med Gosposvetsko in Blajvajsovo cesto, to je v okviru novega Blajvajsovega parka, tudi to se bo zgodilo letos. Potem, kot veste, smo začeli lansko leto z širitvijo ceste od Mavčič proti Kranju in zdaj bomo to nadaljevali v Prašah, kjer bomo imeli zopet poseben kolesarski pas. No, v letu 2022 pa računamo tudi za nov nadhod in sicer pri pokopališču, to se pravi, da bi planino povezali z poslovno cono Hrastje oziroma tudi s športnim parkom Hrastje. Vemo, da je tam ogromno pešcev hodi, kolesarjev, no in naša ideja je, da bi zgradili brv oziroma nadhod, ki bo namenjen pešcem in pa kolesarjem. Ostali načrti v nekako proračunu za leto 2023 in naprej je mimo osnovne šole Jakoba Aljaža pri tistem S delu. Tam čakamo tudi na to, da bomo začeli s povezavo do Kulandije. Potem Šuceva ulica, tista enosmerna ulica na Prinskovem in pa potem še od Prinskovega do starega mestnega jedra in Čebelice mimo Globusa. To so ideje oziroma to bomo tudi realizirali v prihodnjih letih. V projektiranju imamo kolesarsko povezavo do Prinskovega, potem povezava jame do Prebačevega, gre za brv čez reko Savo in pa še eno brv čez Kokro in sicer od Ibija na strani Prinskovega do športnega centra čez Kokro. Vse to je bolj namenjeno kolesarjem in pa pešcem. Lahko pa še povem, da se je mestna občina Kranj nosilec v projektu Elena, mehanizma Elena. V tem projektu je 13, oziroma v tem projektu je 11 za e-mobility različnih občin ter pa Pošta Slovenije in sicer tukaj bi pa želeli povezati vsa podeželska središča občine z mestno občino Kranj. Potem na hitro center trajnostne mobilnosti, odprli smo ga letos, veste, tukaj je pač popravljalnica koles, majhna prodajalna, skratka ogromno enih informacij lahko dobite v tem delu. Imamo največji elektrificiran sistem izposoje koles v Sloveniji, logično zato, ker pač je specifika Kranja, ker je ujeto sotočje dveh rek in je ogromno vzponov, če želite prejeti recimo iz železniške postaje. Imamo jih 75 električnih in pa 95 navadnih na 28 lokacijah. Lahko povem, da je
v letošnjem letu za 100% višja uporaba njih kot v času 2020, v času COVID-a. Smo pa tudi znižali ceno za 50%, tako da je zadeva bolj dostopna našim občanom. Kakšnih mesec dni nazaj smo vam pa predstavili tudi 2-3 cikla, ki sta namenjena prebivalcem mestnega jedra in pa invalidom ter pa tistim težje gibljivim. Še zelo smo ponosni na to Gorenjska bajk skupaj z občinami Naklo, Tržič, Radovljica in Jesenice. Smo se povezali v ta sistem, tako rekoč danes iz Kranja s kolesom ali električnim ali navadnim lahko pridete do Jesenic. V sistemu je 245 koles in tega več kot polovica je e-koles. Že dolgo časa imamo tudi 22 parkirnih mest za car sharing, gre za sistem Avant2Go. Imamo tudi električne polnilnice, o tem bo pa več povedala predstavnica Vizit tukaj je noter. Kasneje potem imamo Kranj-Vaj, ki vozi od leta 2017 in kot vidite na mesec prevozi 2400 potnikov. V času COVID-a je ta zadeva približno polovico manjša. Še nekaj novosti, kaj bomo naredili, predvsem letos bi začeli že z gradnjo Park and Ride-a, to se pravi parkira in se odpelje s kolesom ali avtobusom. Lokacija bo na Zlatem polju, nasproti bencinske črpalke na Koroški cesti, 61 parkirnih mest bo, predvsem bo razbremenilo mestno jedro. Tisti zaposleni, ki delajo v Kranju, pač bodo v centru, bodo tukaj lahko parkirali in se potem odpeljali naprej z avtobusom ali s kolesom. Pa tudi del bo namenjen za stanovalce, predvsem gosto poseljenega območja Zlatega polja. Potem recimo od tega naprej imamo seveda urejanje dodatnih površin za pešce. Letos smo naredili na območju Britofa nov pločnik, ki je težko pričakovan tudi v Goričah skupaj z novim mostom. Pa potem preplastili smo Ručigarjo, naredili enosmerno in naredili poseben kolesarski pas tudi za nasprotno smer in pa za pešce. Potem, veste, Majdičev lok smo odprli že v lanskem letu. No, naša ideja je pa še pločniki do Bobovka, to se pravi iz Kokrice do Bobovka po tej cesti za Belo. Dodatno še v Majdičevem logu in pa Blajvajsov park, ki sem ga že prej omenil. Skratka, veliko delamo na tem, da bi ljudje čim manj uporabljali vozila na klasičen pogon, spodbujamo kolesarjenje, peš, potem uporabo avtobusov. Lahko povem, da pač ideja je, da kupimo 4 električne avtobuse. V ta namen smo tudi zaprosili za evropska sredstva za financiranje električnih polnilnic za avtobuse. Veste, da postavljamo 2 večji sončni elektrarni na področju Zarice, 2x po 100 kW. Ena takih je že na osnovni šoli Janeza Puharja, 30 kW električna solarna polnilnica. Skratka, res veliko delamo na tem, da Kranj postane zeleno mesto, da ljudje uporabljajo alternativne vire prevoza. Močno izstopa projekt e-mobilnost, ki ga v Kranju izvajajo s koncesionarjem podjetjem Vizija mobilnosti v 3 stebrih. Podjetje je ustanovljeno v letu 2019 z namenom izvajanja projektov trajnostne mobilnosti. Ekipa strokovnjakov z dolgoletnimi izkušnjami na področju energetsko učinkovitih projektov. Vzpostavljamo tudi partnerstva, ker vemo, da sami pač težko vse speljamo, zato pa gradimo tudi to. Zdaj, spodbujamo pravzaprav razvoj trajnostne mobilnosti, zraven brez obnovljivih virov ne gre, ker sama zase trajnostna mobilnost ni trajnostna, in pa inovativne poslovne modele, tako kot je že gospod župan povedal, imamo v unikum v Sloveniji, ki ga pa poskušamo v bistvu tudi uveljavljati drugje. Zdaj, izhodišča. Kakšna so pa izhodišča projekta?
V letu 2019, ki je bilo zadnje normalno leto pred to korono, je 130 vozil v mestni občini Kranj in njenih zavodih prevozilo 1.670.000 kilometrov. Zdaj, cilji projekta so, da se vseh teh 1.670.000 kilometrov v 3 letih nadomesti z električnimi vozili in se jih prevozi na elektriko. Zdaj, vsako to vozilo v tem projektu ima tudi svojo domicilno polnilnico, domačo polnilnico in pa električna energija za ta vozila se proizvede iz obnovljivih virov, tako kot sem že rekla, hkrati pa temu dodajamo tudi baterijske hranilnike. In še dodatni cilj, če lahko naprej, da v letu 2023 v bistvu ali res potrebujemo vseh 130 vozil. Ugotavljamo, da ta vozila, teh 130 vozil, je zelo neenakomerno obremenjenih in če izračunate povprečje, tam pride nekje okrog 12.000 km na vozilo in seveda se da to optimirati. Vendar želimo, da je vozilo uporabniku na voljo takrat, ko ga potrebuje in tudi takšno vozilo, kot ga potrebuje. Tako nekako za mestno vožnjo so primerni ti manjši avtomobili, recimo za skočiti na pošto ali pa na občino in tako naprej. Medtem ko kombinirana vozila, ki jih imajo v glavnem zavodi, pa naj bi bila na voljo takrat, ko se dejansko potrebujejo. Zdaj, seveda, učinki projekta so večplastni. Prvo je seveda tisto, za kar sem že prej poudarila, da smo, to se pravi znižanje rabe energije in če uresničimo vse te cilje, bo v letu 2023 prihranek energije električne, 452 MWh, kar je približno toliko, kot porabi recimo mestna knjižnica zdaj v enem letu elektrike. In pa seveda ne pozabiti na zmanjšanje CO2, če to vse skupaj zapeljemo, potem bo 150 ton manj CO2 v tistem letu izpuščenega in potem vsa leta naprej, če se bomo tega držali. Zdaj pa naprej, ni vse samo za javni sektor, tudi za občane Kranja bojo postavljene javne polnilnice. 15 jih imamo v obvezi postaviti in sicer postavljamo pametne polnilnice, ki so proizvod slovenskega našega partnerja GL Charger. Če zdaj povemo, kakšno je trenutno stanje, se pravi, začeli smo v letu 2020 in do danes imajo uporabniki že v uporabi 20 električnih vozil, do konca leta jih bo pa potem še 21. Seveda se pa glavnina predvideva v naslednjem letu, ko bomo že tudi malo spoznali navade zavodov in bomo lažje izvedli tisto optimizacijo, o kateri sem prej govorila. Zdaj, kakšna je naša vloga? Morda še to. Še to, seveda, to je tudi že gospod župan povedal, da sončna elektrarna na, jaz imam tle še, se upravičujem, staro ime, Simonenko, to je zdaj šola Puharja, in že daje prve kilovatne ure, drugi dve na strehah komunale s močjo 200 kW se pa trenutno gradita in pričakujemo nekje, da bo konec meseca tudi to že funkcionalno, se pravi, da bojo kilovatne ure že tudi tam proizvedene. No, tako kot sem pa rekla, ni pa vse namenjeno samo javnemu sektorju in občini, tudi za občane imamo obvezo teh 15 pametnih polnilnic nastaviti. Vloga koncesionarja. Zdaj, mi moramo v te ukrepe vlagati, se pravi, investiramo, upravljamo in vzdržujemo 15 let, kolikor je dolga pač ta pogodba, v vse te 3 stebre, ki smo jih našteli. Pri tem tudi, kot je bilo že rečeno, sodelujemo s partnerji, predvsem lokalnimi. Zdaj tukaj imam naštete pač te glavne, Avtohišo Vrtač, Avtohišo Kranj, Remont Kranj, Gorenjske elektrarne, Elektro Gorenjska, vsi ti so bili potrebni, da smo prišli do tam, kjer smo zdaj in tudi v nadaljnjih letih bomo še to pač ta trajnost partnerstva negovali.
Kot glavnega bi pa izpostavila Komunalo Kranj, ki je na eni strani kot uporabnik, uporablja električna vozila za vsakodnevna opravila čiščenja, pretovora blaga, dostave in podobno. Zdaj, kot zanimivost pa mogoče samo to, že izmenjavo vozil za odčitavanje vodomerov, ki prevozijo na leto približno 45.000 kilometrov, se je zmanjšala obremenitev okolja za 1,4 tone letno. Ko pa se bo uporabljala še elektrika proizvedena v omenjeni sončni elektrarni, bo pa to 1,4 tone na leto samo s temi vozili. No in na drugi strani je pa Komunala Kranj kot naš pogodbeni izvajalec. Izkoristili smo to sinergijo, da imajo kapacitete za upravljanje vzdrževalnih del in pa manipulacije. Zdaj, kaj delajo, se pravi nujna vzdrževalna dela in se pravi na vozilih, so organizacije v zvezi s tem, potem vse aktivnosti v zvezi s tehničnimi pregledi pa vzdrževalnimi deli, čistijo vozila za to, skrbijo za zimsko opremo. Manipulacija, to pomeni to, kar smo prej rekli, to optimizacijo. Se pravi, če neka šola rabi kombi v tistem trenutku, ga je treba do tja dostaviti in to nekako izvaja Komunala za nas. In pa najbolj pomembno je pa ta vsakodnevna pomoč uporabnikom, se pravi, če gre karkoli narobe, če se karkoli zgodi, potem je predstavnik Komunale tisti dežurni, ki nam pač pri tem pomaga. Zdaj, tisto, kar bi pa danes še posebej želeli izpostaviti, je pa VisiDrive platforma, ki smo jo pa tudi v bistvu v okviru tega projekta začeli razvijati in sicer na osnovi potreb na trgu. Ugotovili smo enostavno, da kaj podobnega tudi na trgu ni, da pa to rabimo in to se je že izkazalo, ko smo samo omenjali, kaj počnemo, je v bistvu vprašanj zelo veliko. Zato bi jaz na tem mestu povedala samo to. Ta platforma bo na voljo vsem uporabnikom. Uporabnike tukaj smatramo kot, se pravi, voznike električnih vozil, tiste, ki imajo polnilnice in pa na drugi strani tudi tiste, ki poslujejo, se pravi, hoteli, trgovine in vse na osnovi tega inovativnega polnjenja. Program Evropskega tedna mobilnosti se v Kranju izvaja med 16. in 22. septembrom, vse od slovenskega trga do glavnega trga in centra trajnostne mobilnosti na Planini. Na mestni občini Kranj se v zadnjih letih pospešeno usmerjajo k trajnostnim konceptom. Tudi koordinator projekta Andrej Zalokar je pohvalil rezultate občine v povezavi z e-mobilnostjo. V Kranju moram priznati, da se je s trajnostno mobilnostjo, da se kar napreduje. Čisto počasi, ampak vidim, da kapljo po kapljo, se pravi, začeli smo leta 2014 resneje se s tem ukvarjati, na vso srečo tudi na občini je posluh, tako da kolesarske povezave počasi ratujejo kolesarske steze, dobivamo kolesarske poti in jaz zelo intenzivno spremljam to področje in zelo veliko se je spremenilo na tem področju. Sploh zdaj vidim uporaba vozil, souporaba vozil, električna vozila, kar je. Torej, to ni samo za mlade? Nasprotno, to je za starejše. Mladi lahko hodijo, tečejo, karkoli že. Običajno je pa tako, da si mladi pač avtomobila, vsaj nekateri še ne morejo privoščiti in morajo uporabljati javni prevoz in tako naprej. Mislim pa, da naš cilj so v glavnem naša oziroma tam tista srednja in starejša generacija. Nas je treba navaditi, da ni mus, da imamo doma 2 avtomobila, da je včasih dovolj eden, da se včasih da vse skoordinirati in jaz, kar vidim, v bistvu ni dovolj, če ti skupnost pripravi. Tako je Kennedy rekel, sprašati se moraš ti, kaj lahko narediš za to. Pri sebi moraš spremeniti navade. Jaz se pri sebi čisto počasi, jaz sem iskren. Avto pač sem optimiziral, se temu reče, tako da nikoli več ne letim v Kranj kupiti eno šibico, ampak zmeraj naredim seznam in takrat, da poletam vse v enem kosu. Kaj bi dejali o letošnjem motu tedna mobilnosti? Živi zdravo, potuj trajnostno. Živi zdravo je prišel ravno v pravem času, pa malo v napačnem času, saj ne vem, ta korona nas počasi navadili se bomo, itak bomo morali z njo živeti. Živi trajnostno,
Jaz zdaj ta Evropski teden mobilnosti koordiniram v Kranju 7 let. In ves čas se ti slogani vrtijo okrog iste stvari. In to je tako, kot sem na začetku rekel, treba je ponavljati, da ljudje počasi začnejo razmišljati, mogoče bi pa res bilo probati takole. Naprimer, jaz osebno parkiranje že uporabljam tako, da parkiram na planin, tam je parkiranje brezplačno in opravke po Kranju naredim kar s kolesom. Ugotovil sem tudi, da od doma, to je izbiten, za avto porabim 7 do 8 minut, naslednjih 7 do 8 minut iščem parkirišče. S kolesom sem v 15 minutah pred občino. Ok, pustimo slaporeme, ampak v glavnem, pri sebi se moramo spremeniti. Mi moramo začeti razmišljati, pa ozračje od vseh nas. Ni od politikov, ni od bogatašev, vsi bomo trpeli posledice, vsi se moramo zanj boriti. Vendar so zelo zadovoljni, prihajajo si ogledati, tudi drugi župani prihajajo v Kranj kot primer dobre prakse. Kranj je primer dobre prakse, zanesljivo. Tako kot sem že enkrat omenil, pred 7-8 leti je bilo bolj tako, imenovali so se kolesarske poti, ni bilo dela. V tem času je res ogromen napredek, resnično. Tako da vidim tudi, davno nazaj smo želeli, da bi bila vsa parkirišča plačljiva. Zdaj včasih rečem, že tukaj moraš plačati, kar je v redu. V bistvu je, ljudi moramo spraviti ven, parkirati in odpelji. Ta sistem v marsikaterih mestih deluje. V Kranju se je že veliko naredil, sploh tole zdaj, ko bojo polnilnice, to je. In kakšna je praksa v drugih občinah? Evo, mi smo samo u početku projekata elektroničke mobilnosti i upravo smo došli posjetiti Kranj u ovome tjednu da bi vidjeli primjere dobre prakse koje sada skupljamo kako bi i mi nešto slično u našem gradu implementirali. Trajnostna mobilnost je prihodnost. Apsolutno jest i kažem zato to nam je prioriteta u ovom mandatnom periodu. Živite zdravo, potujte trajnostno.